Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No in tokrat se je na tapeti, glede na vaše priporočilo, znašel Magnetics oziroma MAG. Najprej si dajmo pogledati, o čem se ta projekt pravzaprav gre. In imam tukaj že urejene zapiske, torej Magnetics oziroma MAG je kriptoprojekt, ki združuje duhovnost in finančne priložnosti, pri čemer temelji na zakonu privlačnosti. To bom tudi kasneje malček bolj obrazložil. Njegova filozofija temelji na ideji, da lahko posamezniki s pozitivnim razmišljanjem, hvaležnostjo in vizualizacijo pritegnejo uspeh, tako na osebni kot finančni ravni. Projekt poudarja skupnostno energijo, kjer se člani medsebojno podpirajo skozi dogodke in deljenje izkušenj. Poleg duhovnega vidika naj bi Magnetics ponujal tudi praktične finančne funkcije, kot so staking, upravljanje in manifestacijska orodja. Njegova posebnost je povezana z dobrodelnostjo, saj verjame v širjenje bogastva skozi deljenje. Zdaj, kaj je zakon privlačnosti? No, to je filozofija, ki trdi, da naše misli in čustva vplivajo na to, kaj pritegnemo v svoje življenje. Po tej teoriji pozitivno razmišljanje prinaša pozitivne izkušnje, medtem ko negativno razmišljanje vodi do seveda negativnih rezultatov. Gre za koncept manifestacije, kjer posameznik s fokusom in vero doseže svoje cilje. Sigurno vam tukaj takoj v misli pride Napoleon Hill, ki je bil ameriški avtor in motivacijski govornik, najbolj znan po knjigi Think and Grow Rich. Velja za enega pionirjev literature o osebnem uspehu, saj je raziskoval principe uspeha najbogatejših in najvplivnejših ljudi svojega. No in ta projekt Magnetics v bistvu sloni na tej teoriji oziroma na tem zakonu privlačnosti. Pa si dajmo pogledati ta projekt. Smo pri prvi sekciji, kjer gledamo jasnost in cilja projekta, vpliv na industrijo in seveda jasnost bele knjige. In smo na spletni strani. Zdaj, spletna stran je kar lepa, je tudi polna velikih besed glede zakona privlačnosti, ampak bolj slabo obrazloži, kako bo ta projekt deloval v prihodnosti. Trenutno se fokusirajo večinoma na to, da pač pridobivajo holderje. Poleg tega imamo tudi tukaj belo knjigo. Ja, ta projekt ima tudi belo knjigo. Zdaj, to je sicer enostaven Word projekt na Google Docsih, kjer v bistvu obrazloži, o čem se gre ta projekt. To je v bistvu vse to, kar sem obrazložil že prej. Na nek način hočejo tukaj ustvariti tudi neko kultno gibanje. Ampak kar se tiče bele knjige, tudi nima neke posebne obrazložitve, kako bojo na primer dosegali svoje cilje in o čem se tale žeton sploh gre. No, predvsem zanimiva mi je bila tukaj tokenomika. Tukaj blockchain je Solana. Vsega skupaj je 1 milijarda MAG žetonov. In 50% bo šlo skupnosti. Tukaj piše sicer fair lunch, ampak to bomo malček izpodbili zdaj, zaradi tega, ker to ni v bistvu fair lunch. Potem imamo team and development. Zdaj ne vem, kakšen bo development tukaj naprej. Ni nobenega jasnega projekta v ozadju, tako da je v bistvu tukaj eno veliko vprašanje. No, tukaj v tale sektor bo šlo 15%, potem za founderje 6%, torej 3+3. Eden izmed founderjev naj bi bil Andrej Bohinc. Ta drugi je še neznan, ki naj bi se razkril enkrat, ko bo MAG oziroma Magnetics dosegel tržno kapitalizacijo 10 milijard. Potem v partnerstva in marketing bo šlo 10%, likvidnostne bazene 10%,
skupnostni bazen 6% in za listanje na centralne menjalnice 3%. Zdaj, kar je mene najbolj zmotilo tukaj od spodaj je Founders, Team Tokens and Community Pool Funds are not locked. Torej, tukaj imamo founderje s 6%, potem je tukaj skupina oziroma tim s 15% in potem imamo tukaj še community pool s 6%. Vse to skupaj pride na tam nekje 33% žetonov, ki niso zaklenjeni, ki jih ti ljudje lahko prodajo kadarkoli. In jaz sem šel malček preveriti Bubble Maps in tukaj sem dobil tale rezultat. To je velik klaster, velika skupnost denarnic, ki ima v lasti 33% žetonov, ki jih lahko prodajo kadarkoli. In vidimo tudi, da so te denarnice zelo, zelo povezane med sabo. To je denarnica ustvarjalca tegale projekta, tale tukaj pa naj bi bila denarnica od Bohinca. In če mi pogledamo tole ta glavno denarnico in prikažemo transakcije in gremo tukaj pod tele transakcije, vidimo tukaj, kako je ta denarnica nakazovala te žetone že na vse tele denarnice, ki smo jih videli na Bubble Maps, ampak to se je dogajalo že pred temle launchom projekta. Ta projekt naj bi se pognal, oziroma se je pognal 1. marca, medtem ko tukaj vidimo, so datumi 27.2., 27.2., 27.2., torej skoraj da 2 dneva pred zagonom. Potem tukaj imamo 28.2., 28.2., se vidi, koliko je bilo nakazil in kakšna nakazila dejansko tukaj so bila. Tako da v bistvu ta skupek denarnic ima v lasti 33% in napram 50%, ki so bili namenjeni skupnosti, je to ogromen delež. In to v bistvu ni fair lunch. Sem prav šel še enkrat preveriti, kaj je fair lunch. In fair lunch je, da vsi dobijo enako priložnost. Ni važno, ali so začetniki projekta ali razvijalci, vsi dobijo enako priložnost, kar je v bistvu težje. No, tukaj do tegale ni prišlo. Kot vidimo, tukaj equal opportunity, torej enaka možnost za vse. Torej, nobenih favorizacij in nobenih distribucij žetonov, kar se je tukaj pač zgodilo. Poleg tega isto potrjuje tudi Rakček. Kot vidimo tukaj, 30% je bilo poslanih na 28 denarnic. Tako da jasnost cilja projekta Vpliv na industrijo, jasnost bele knjige, tukaj smo videli, da ni kaj dosti, tako da za prvo sekcijo dobi nič od vseh možnih 15 točk. Potem imamo drugo sekcijo, ekipa in podpora. Zdaj, edini znani tukaj za tem projektom je Andrej Bohinc. Če pogledamo njegov LinkedIn, vidimo tukaj, da je direktor za Profitus skupina d.o.o., tukaj je že 13 let, seveda ga tudi vsi poznamo prek njegovega YouTube kanala. Predtem pa je bil na ekonomski fakulteti oziroma se je tam učil. Ampak Andrej ima tudi eno svojo zgodovino za sabo in to je, da je tukaj v Sloveniji promoviral OneCoin, kar se je potem kasneje izkazalo, da se je šlo za eno veliko prevaro
kamor je investiralo tudi kar precej Slovencev. Zdaj naj bi šlo tukaj notri samo iz Slovenije 400 milijonov, ampak ni neke točne številke. To je članek na RTV Slovenija, vsekakor priporočam, da si ogledate. Še najboljši je tale članek tukaj na siol.net, ki razkriva v bistvu še več. Torej, bile so promocije za OneCoin in tudi Orientum. Torej projekta, ki naj bi se potem izkazala kot piramidni shemi. Tukaj se tudi vidi eno njegovo objavo, kdor ni z nami, bo za nami, to je njegova kar pogosta fraza. Potem tukaj imate tudi prispevek, ki se ga vsekakor splača pogledati. Zdaj, to je kar star članek, takrat je imel še 2600 sledilcev. Potem je bil tukaj še projekt BHIP Global in seveda potem kasneje so bili tudi vsi tile posnetki umaknjeni iz njegovega kanala. Zdaj, ta drugi partner oziroma co-founder naj bi se razkril, enkrat, ko naj bi ta projekt dosegel 10 milijard dolarjev tržne kapitalizacije, ampak zdaj vam bom pokazal, kam bi moral tale kovanec priti, da doseže 10 milijard. Torej, ta kovanec bi moral priti skorajda med top 10-terico. Po trenutnem stanju malček pod Bitcoinom. Tako da ja, tukaj je vprašanje, koliko je možnosti, da tale kovanec sploh tole doseže in ali je res še nekdo v ozadju tegale projekta. Tako da tudi za to drugo sekcijo ta projekt žal dobi 0 točk od vseh možnih 15. Naprej imamo tretjo sekcijo, blockchain in žeton. Uporaba blockchaina, uporabnost žetona, tukaj ni nič jasnega, zato tudi tukaj dobi 0 od 10 točk. Potem imamo sekcijo 4, napredek in cilji. Zdaj na spletni strani tukaj lahko vidimo, imajo lepo opisan roadmap, kjer imajo tako pač neko shemo, čemu se bo sledilo. Zdaj večinoma je tukaj pač cilj na holderje, torej 1000 holderjev, 10 000 holderjev v fazi 2, potem 100 000 in potem pač, da se doseže 10 milijardni market cap. Je pa tudi, kar se tiče marketinga, zdaj naj bi se ta projekt baje reklamiral na Kitajskem, ampak še ni bilo neke posebne rasti, tako da je malček vprašanje, če je tole uspelo. Tako da tukaj sicer je roadmap, ampak vseeno za napredek in cilji dobi ta projekt 3 od vseh možnih 5 točk. Na to naprej imamo tehnično analizo. In tukaj je enostavno treba reči, ta projekt je naravnost še premlad, da bi se morda karkoli kaj govorilo. Recimo, če pogledamo dnevni časovni interval, vidimo, da je v bistvu šele par dni od zunaj. Tako da lahko probamo 4-urni časovni interval, pa damo tukaj še indikatorje RSI. Tako, dajmo tole stran. Ja, trenutno so kar malček mešani signali. Tukaj udarjamo ob tole mejo na 1 centu z nižjimi vrhovi, kar bi lahko morda malček slabo kazalo. Je pa tukaj se naredila neka skrita bikovska divergenca, tako da bo treba videti, če bo morda tukaj še nadaljevanje rasti. Drugače, kar se tiče listanja na menjalnicah, to lahko trenutno pogledamo na CoinGecko.
Tako da gremo tukaj v tale search, napišemo mag, oziroma moramo očitno s polnim imenom, ker če ne ga ne najde. In ja, trenuten market cap je tam nekje 10 milijonov, v zadnjih 24 urah volumna slaba 2 milijona, ampak trenutno ni tudi listan na nobenih takih pomembnih menjalnicah, trenutno je na decentraliziranih menjalnicah, tako da v bistvu za tehnično analizo imamo trenutno tak malo mešan trend, tudi RSI je dajal mešane signale in nizek volumen oziroma ni na nekih znanih borzah, ampak to se še vedno lahko spremeni. Te ocene je treba neprestano spremljati. Pa pojdimo naprej na sentiment, sodelovanje skupnosti. Pojdimo na spletno stran in ponavadi so tukaj v footerju skupnosti, pa dajmo pogledati X, tale nas ponavadi zanima, tukaj je 917 sledilcev, malček sem gledal tudi, koliko se udeležujejo s komentarji, ponavadi so tukaj bolj boti z unimi standardnimi komentarji, hej, kontaktiraj me in podobno. Potem imajo tukaj tudi Telegram, kjer je 1370 sledilcev. Kaj imamo še? YouTube s 716 sledilci, tako da te številke so trenutno kar male in je tudi bolj malo sodelovanja in tudi ni neke jasne adopcije zaradi tega, ker ta žeton nima neke uporabnosti, tako da za ta segment dobi 0 točk od vseh možnih 10. In potem imamo Certik, varnostno preverjanje. Tukaj gremo na stran Certik in če vpišemo notri mag, lahko vidimo, da tegale žetona v bistvu sploh ni, tako da tukaj nimamo ničesar za gledati in za tale segment dobi 0 od vseh možnih 25 točk. In tako, skupna ocena je 9 od 100, kar je izjemno nizko in ta projekt postavlja tudi v zelo riskantna območja. Zdaj, to še ne pomeni, da na tem ne morete narediti nekaj denarja, ampak je treba biti pazljiv. Pri meme coinih je vedno treba biti pazljiv. Sploh po mojem mnenju pri takih coinih, kjer se povezujejo z neko določeno vero ali kultom, kar ta coin v bistvu tudi trdi. Hej, Daniel iz prihodnosti tukaj, rad bi vas samo obvestil, da smo stopili v kontakt z Bohincem, ker smo tudi želeli, da bi on iz prve roke obrazložil svoj projekt in pa seveda tudi podatke, ki smo jih našli. No, glede srečanja in snemanja se še menimo, tako da vas bomo o vsem tem tudi sproti obveščali. Tako da to je to, kar se tiče naše ocene Magnetixa. Dajte nam povedati, kaj si vi mislite, kar napišite nam spodaj pod videom. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček, če vam je bilo to všeč in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednje raziskave. In tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau.